Danes nisem na kolesu. Vzel sem si čas za počitek in dopust, ampak v Instagram nabiralniku me je pa pričakalo zasebno sporočilo, ki me je ustavilo bolj kakor kjerikoli klanc. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Proti koncu aprila smo in tukaj je čudovito vreme, prijetnih 20 stopinj Celzija in tudi morje v teh naravnih bazenčkih ima približno enako temperaturo. Sporočilo, ki sem ga dobil na Instagram, pravi: pozdravljen, imam eno prošnjo, če mi lahko pomagaš. Ali v tvojem videu, ali če poznaš koga, vprašaš sledilce. Naj povem, da sem velik ljubitelj kolesarjenja. Imel sem odstop mrežnice v očesu in bil pred 3 meseci operiran. Prepovedali so mi napore in zato ne kolesarim. Zanima me, ali je imel kdo enake težave in če se je vrnil na kolo. Vkolikor prideš do informacije, bom hvaležen. Jaz sem mu potem odgovoril, da je normalno, da lahko vprašam in da bi bilo najboljše, če posnamem kar video, ker bo s tem tudi največji doseg. On mi je pa potem odgovoril: ne gori voda, ker itak ne smem dvigovati teže nad 5 kg. Koliko časa bom še na off, pa ne vem, ker vid ni najboljši. Hvala. In moram priznati, da mi je bilo ob tem sporočilu kar težko. Ne znam se niti predstavljati, kako to zgleda, da nekdo, ki živi za kolesarjenje, da mu je to čez noč oduzeto. In sploh, kakšna poškodba je to, da ne smeš niti 5 kg dvigniti, niti svoje specialke ne smeš dvigniti. Ne razumem, kaj potem očitno tvegaš, da izgubiš vid. V glavnem, res sočustvujem z gledalcem in upam, da bo čim prej okreval. In če to povežem s svojo situacijo, sem na dopustu, sem zdrav, lahko hodim v hribe, plavam v morju. Včasih pozabimo biti hvaležni za to, da smo zdravi in se zavemo tega šele takrat, ko nam je to odvzeto in ko pride vmes nekaj nepredvidljivega. Kaj pa vi? Ste se že kdaj soočili s prisilnim počitkom? Kako ste ohranili trezno glavo in pozitivne misli? Še posebej pa prosim tiste, ki imate izkušnje z očmi ali pa z očesno mrežnico, da pomagate našemu kolesarskemu kolegu od spodaj v komentarjih. Bi pa bilo zdaj prav, da tudi sam na internetu preverim, kakšna bolezen je to, kakšni so simptomi in tveganja, ter kakšne so možnosti ozdravitve ter ponovnega kolesarjenja. Če gledamo povsem tehnično, je odstop mrežnice nujno stanje, kadar začne tanka plast tkiva odstopati od zadnje strani očesa. Mrežnica je namreč tisti organ, ki pretvarja svetlobo v slike, ki potem potujejo po vidnem živcu v možgane. Kadar mrežnica odstopi od podlage, ostane brez krvi in hranil, kar vodi v odmeranje tkiva in brez nujnega ukrepanja lahko pride tudi do izgube vida. Najbolj zahrbtna stvar pri tej bolezni je, da ne boli. Se pa pojavijo očitni znaki. Najpogostejši so močni bliski svetlobe, pojavijo se tudi črne pike ali pa nitke, ki jim rečemo mušice. Najbolj kritičen znak pa je občutek, da se nam čez del vidnega polja spušča zavesa oziroma temna senca. Tveganje se poveča s staranjem, ko se steklovina v očesu krči. Pogosto so tudi bolj ogroženi ljudje, ki imajo močno kratkovidnost, in pa tisti, ki so v preteklosti že imeli poškodbe oči. Tveganje lahko predstavljajo tudi močni tresljaji pri kakšnem športu. Bom rekel pošteno, za kolesarjenje nisem prepričan, pa tudi če govorimo o kakšnem divjem mountain bike spuščanju preko trailov, gotovo pa so tvegani športi taki kontaktni z močnimi udarci v oči, kakor je recimo boks. Dobra novica je, da je bolezen ozdravljiva, če se ukrepa pravočasno. Operacije so v večini primerov uspešne, mrežnico z laserjem ali pa s plinskim mehurčkom dobesedno prilepijo nazaj. Končni uspeh pa je v veliki meri odvisen od tega, kar sledi po operaciji, to pa je strikten počitek, brez kakršnih koli naporov, da se tkivo v miru zaceli in stabilizira. Zato so zdravniki po operaciji tako strogi, tudi glede kolesarjenja. Vsako naporno vzpenjanje v klance ali pa tresljaj na cesti bi lahko izničili trud kirurgov. Zato po taki operaciji potrpežljivost ni samo tvoja vrlina, ampak edino zagotovilo, da bo vid nekoč spet tak, kakor mora biti. Včasih se je treba ustaviti in stopiti dol s kolesa. Ali zaradi dopusta, kakor sem to naredil jaz, ali pa zaradi višje sile, tako kot se je zgodilo našemu kolegu. In šele v tem meru zares opaziš, da kolesarjenje ni samo vrtenje pedal, ampak svoboda, ki ti jo daje zdravo telo. In ko je ta svoboda enkrat ogrožena, se vse ostalo, klanci, osebni rekordi, draga oprema,
vse se postavi na stranski tir. Spoštovani kolega, tvoja najpomembnejša tekma se trenutno ne odvija na cesti, ampak v tvojem počitku. Če boš zdaj vztrajal v miru, boš lahko kolesaril še dolga leta. Če boš prehiteval, tvegaš vse, kar imaš rad. Vse vas, ki imate za sabo kakšno tako osebno preizkušnjo, pa prosim, da svojo zgodbo delite od spodaj v komentarjih. Naj naš kolesarski kolega vidi, da v tem ni sam in da mu želimo čim prejšnje okrevanje. Hvala, ker ste del naše skupnosti in čuvajte svoje zdravje. Čau, čau!